Zamislite si, leto 2040. Dva, ampak res dva, čisto nova tematska parka odpirata svoja vrata in s tem zavedno spreminjata, vse, kar smo do zdaj poznali pod pojmom zabava. Poglejmo si torej skupaj, kako bi lahko izgledala ta prihodnost, ki gre daleč čez meje naše domišljije. Ampak hej, preden skočimo v prihodnost, se moramo za trenutek ustaviti tukaj in zdaj. Recimo v letu 2025, ker, priznajmo si, že danes imamo res nore zabaviščne parke, take, za katere se zdi, da so že dosegli čist vrhunec tehnologije in domišljije. Poglejte samo, imamo Las Vegas Fair, ki človeka čisto uvije v vizualne spektakle, pa Ferrari World, ki nas dobesedno izstreli z najhitrejšimi vlakci smrti na svetu. In seveda Nintendo World, kjer lahko praktično skočimo v videoigro. To so, roko na srce, današnji tehnološki čudeži. Ampak kaj pa, če je vse to, kar nas danes tako navdušuje, v resnici samo ogrevanje? Samo nekakšen temelj za nekaj tako velikega, da si tega danes komaj predstavljamo? Kaj sploh sledi? Dobrodošli v letu 2040, pred nami sta dva povsem nova svetova. Dva tematska parka, ki bosta definirala čisto novo dobo zabave. Spoznajmo jih. Nexus Galaxy in Quantum Realm. Poglejmo si ju kar v neposredni primerjavi. Na eni strani imamo Nexus Galaxy, to je 10 kvadratnih kilometrov čistega raziskovanja vesolja in to na umetnem otoku. Na drugi strani pa Quantum Realm, dvakrat večji, pravi raj za gamerje sredi puščave Nevada. Torej res dva popolnoma različna koncepta. In zdaj? Cena. Kakšna je cena za to, da takšna vizija postane resničnost? Gradnja Nexus Galaxyja, pripravite se, je ocenjena na vrtoglavih 55 milijard evrov. To ni več samo tematski park, to je projekt, ki bi lahko zaznamoval celo generacijo. Mislite, da je 55 milijard veliko? Počakajte. Quantum Realm postavlja letvico še višje. Predvidena investicija? 60 milijard evrov. Ambicije tukaj očitno res nimajo meja. Seveda se postavi vprašanje, kdo za vraga bi lahko financiral takšne megaprojekte. Odgovor je kar na dlani, ne? Tehnološki velikani, seveda. Nexus Galaxy bi bil recimo plod sodelovanja med SpaceXom, Siemensom in Tencentom. Za Quantum Realm pa bi moči združili Epic Games, Nvidia in seveda Meta. In to celotni viziji daje nek pridih osupljive realnosti. Ampak denar seveda ni dovolj. Potrebna je tehnologija. Kakšna tehnologija bi sploh lahko omogočila vse te čarovnije? Kaj je tisto, kar poganja nemogoče? V samem jedru obeh parkov bi bila kvantna umetna inteligenca. In to ni samo nek pametnejši algoritem. Predstavljajte si sistem, ki v realnem času spremlja srčni utrip, adrenalin in potem prilagaja intenzivnost vožnje samo za eno osebo. Vsako, ampak res vsako doživetje postane popolnoma unikatno. Noro, kaj ne? In ja, kar pozabite na VR očala, to je preteklost. Naslednji korak so nevronski vmesniki. Gre za prostovoljne implantate, ki možgane povežejo neposredno s simulacijo. To ni več gledanje digitalnega sveta, to je bivanje v njem. To je raven potopitve, ki si je danes enostavno ne moremo predstavljati. Tukaj pa je super primer, kako se ista temeljna tehnologija uporablja na dva čisto različna načina. Vzemimo holografijo. V Nexus Galaxyju riše interaktivne galaksije, v Quantum Realmu pa oživlja ultrarealistične igralne like. Ali pa robotika. V enem parku imamo robote vrtnarje, v drugem pa AI nasprotnike, ki se učijo iz vsake bitke. Quantum Realmu bi šel korak dlje in uporabil blockchain. Zakaj? Da bi bili virtualni predmeti dejansko v lasti obiskovalcev. Dovolj teorije. Čas je, da vstopimo. Kaj ne? Gremo. Najprej se odpravimo v Nexus Galaxy, pa poglejmo, kako bi izgledal en dan v tem vesoljskem čudežu. Dan se torej začne, na trgu imenovanem Zvezdna vrata. Tam te pozdravi 100 metrov velik hologram galaksije. Od tam te Zero G Odyssey izstreli 30 km visoko, v pravo breztežnost. Nato sledi potopitev v raziskovanje 10 različnih eksoplanetov. In za konec ultimativni adrenalinski test. Prosti pad v črno luknjo, s hitrostjo 200 km/h. Torej, obe glavni atrakciji sta očitno osredotočeni na ekstremno hitrost. Padec v črno luknjo v Nexus Galaxyju 200 km/h.
Neverjetno. Njegov tekmec v Quantum Realmu, Glitch Rider, je malo počasnejši, 180 na uro, ampak z enim dodatnim preobratom. Obje vožnji pa definitivno premikata meje mogočega. Samo predstavljajte si tole za sekundo. 5-minutni polet v pravi breztežnosti s pogledom na Zemljo, ki ga imajo sicer samo astronauti. To, veste, ni več samo vožnja z vlakčem smrti. To je izkušnja. Občutek popolne svobode in pogled na naš planet iz tišine vesolja. Wow. Ok, zdaj pa menjava okolja. Iz vesoljskih prostranstev se selimo naravnost v digitalni svet. Dobrodošli v Quantum Realm. Tukaj se postolovščina začenja drugače. Skeniraš svojo najljubšo igro in park je oplete v tvojo osebno izkušnjo. Potem pa akcija. Vstop v areno Infinite Quest, kjer se z 99 drugimi igralci odvije epska bitka. Nato pa nekaj čisto drugega. Mindforge Labyrinth, kjer z močjo misli gradiš lastne svetove. Za vrhunec pa je to Glitch Rider, vlakec, ki z iluzijami dobesedno upogibaja in lomi resničnost. Poglejmo si tole areno Infinite Quest malo podrobneje. To ni navaden lasertag. Predstavljajte si 100 resničnih igralcev, vsi opremljeni s holografskim orožjem. In borijo se proti AI nasprotnikom. In zdaj pride ključno. Ti AI nasprotniki se učijo iz vsakega giba, kar pomeni, da dve bitki nista nikoli, ampak res nikoli enaki. Ampak ti parki so veliko več od samo skupek atrakcij. Gre za monumentalne, res monumentalne gradbene podvige. Za nekaj, kar bi pustilo trajen vpliv. Pa poglejmo, kako bi sploh nastali. Nexus Galaxy, na primer, bi dobesedno zrasel iz morja na čisto novem umetnem otoku. In poglejte časovnico. V prvi fazi od 2038 do 2040 bi armada robotov s 3D tiskanjem ustvarjala celotno osnovno infrastrukturo. Šele nato, v drugi fazi, bi sledila namestitev atrakcij in biodomov. Celoten projekt, skoraj 10 let je dela. Pri Quantum Realmu pa so izzivi, malo drugačni. Tu ne gre samo za gradnjo, gre za premaganje tehnoloških in, kar je še pomembnejše, etičnih ovir. Od laserskega vrtanja podzemnih mrež do najpomembnejšega vprašanja od vseh. Kako zagotoviti, da je integracija nevronskih čipov popolnoma varna, da je etična, da ščiti zasebnost misli? To so resna vprašanja. In s tem pridemo do končnega spoznanja. To ne bi bili zgolj zabaviščni parki. Nexus Galaxy bi lahko navdihnil celo generacijo za raziskovanje vesolja. Quantum Realm bi postal motor čisto nove virtualne ekonomije. Oba skupaj pa bi bila živa laboratorija za tehnologijo prihodnosti. In ja, seveda, ob tem bi ustvarila na desetine milijard evrov prihodkov na leto. Torej, vprašanje na koncu ni več, kaj je tehnološko mogoče. Očitno bo mogoče marsikaj. Vprašanje je, kaj si kot družba želimo ustvariti. Ko zabava dobi moč, da preoblikuje našo resničnost, ko meje med svetovi začnejo izginjati, kakšne svetove se bomo odločili zgraditi. Izbira je na koncu naša.